pooblastilo za ta podpis. Občinski svet dal pooblastilo meni kot županu, da podpišem aneks številka 1 k osnovni pogodbi o izgradnji centra za ravnanje z odpadki drugega reda v Slovenski Bistrici, kar z drugimi besedami pomeni, nekaj let smo se ukvarjali s to tematiko, kam pristopiti k dokončnemu odlaganju mešanih komunalnih odpadkov in v bistvu smo sedaj šele prišli do točke, ki ima za posledico tudi, se pravi, porabo proračunskega denarja. In glede na to, da gre za kohezijski projekt, pomeni, da bomo vseh 8 občin, ki bomo sovlagali v izgradnjo tega centra, prispevali približno 12% vseh potrebnih sredstev za ureditev tega centra. In za tem aneksom po bistvu urejamo deleže, sofinancerske deleže, kar pomeni za občino Slovenske Konjice približno 20% teh sredstev bomo prispevali ali v številki pomeni to zaokroženo 300 tisoč evrov na 2 oziroma na 3 leta. Cena je v bistvu dokončna ali so tu kakšna nihanja mogoče? Cena je znana, vendar kot pri vsaki gradnji lahko pride tudi do odstopanj, ki pa, kot vemo po zakonu o javnih naročilih, je limitirana zgornje odstopanje in jaz v bistvu ne pričakujem ne vem kakšnih nihanj in verjamem, da bomo z tem zneskom, za mogoče malenkostno prekoračitvijo tudi dejansko prišli do našega deleža na centru za ravnanje z odpadki v Slovenski Bistrici. Kakšen bo potem delež konjiške občine? Delež konjiške občine je v odstotkih 20%. V bistvu CERO v Slovenski Bistrici gradnja že poteka. In v tem trenutku občina Slovenska Bistrica sama financira, sama zalaga sredstva in seveda bomo potem, ko se bodo vse občine, ko bo ta sporazum oziroma ta aneks podpisan, bomo svoje deleže pričeli s naslednjim letom pa plačevati. Interes konjiške občine verjetno tudi je, da ohranijo konjiški CERO, kljub temu, da... Konjiški CERO pomeni, da en del, to je že v bistvu znano, en del, kar se tiče ločeno zbranih odpadkov, se pravzaprav zbirajo na tem prostoru in poteka tudi sortiranje na tej sortirni liniji, medtem ko je odlagalno polje pa zaprto že 15 mesecev, od junija lanskega leta. V bistvu pa potekajo dela na zapiranju tega odlagalnega polja. Se to v bistvu bo ostalo tu na CERO, to ločevanje, ne bo se selilo v Bistrico? Tako, kar se tiče ločeno zbranih odpadkov in pa ta sortirni del, to ostane tukaj, vse ostalo pa se zapre. Seveda nekaj časa še potrebno nadzorovati, kaj se s tem pokritim poljem dogaja. Se pravi, monitoring se bo izvajal še dalje. Z Ričani, Vitančani ste še dogovorjeni, bojo tudi sem naprej še hodili v Konjice? Ne, v bistvu CERO v Slovenskih Konjicah obe dve občini, odkar so podelili koncesijo Zabermaharju, ne uporabljata. Se pa pogovarjamo o tem, da bi mešane komunalne odpadke pa bilo možno nalagati na večje enote, na večje kontejnerje in da bi se odtod, se pravi smetarskih vozil, bi se presipavalo tukaj v večje kontejnerje in odtod potem seveda manj pogosto kot pa smetarskim vozilom odvažalo na tisto mesto, kjer bodo imeli zagotovljeno dokončno odlaganje. Pločnik, Loče, Mlače so začeli graditi oziroma podpisali ste pogodbo? Ja, danes smo pravzaprav podpisali pogodbo z izvajalcem del, to je gradnje Kranjci-Žalca, ki je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. In najprej smo v letošnjem letu nameravali izvesti določena pripravljalna dela glede na razpoložljiva sredstva. Kasneje se pa je zaradi zamude pri delih na Starem trgu v Slovenskih Konjicah izkazalo, da imamo nekaj rezerve na koriščenju tako imenovanega 23. člena Zakona o financiranju občin in smo ta sredstva prenesli v Loče.
tako da po oceni bomo nekje 10. do 15. november imeli pločnik zgrajen skupaj z obema avtobusnima postajališčema in pa javno razsvetljavo. Za koliko metrov mogoče približno? Metrih ne vem, mislim, da okrog 400 metrov, vrednost pogodbe je pa 202 tisoč evra. Mestni trg, odpovedali ste pogodbo, kako je s tem? Ja, dejansko smo po nekaj mesecih težav in pa iskanj rešitev, kako nadaljevati z deli, prišli do faze, ko bomo lahko stari trg odprli, da bo zopet prehoden. Ostala so sicer še manjša dela, razni detalji za izvest, ampak prišli smo do faze, ko lahko rečemo, ena etapa je končana. Vgrajene so, v glavnem so plošče položene, kocke tudi, ulična oprema in javna razsvetljava, vse je zgrajeno. Danes so celo že okrasno rastlinje posajali. V koncu meseca oktobra bodo posadili še manjkajoča drevesa, tista, ki so predvidena, kar je v bistvu vključeno v sedanji paket, ker je pa očitno, da sedanji izvajalec Ceste mostovi ni v stanju pripeljati obnove oziroma celotne operacije do konca. Namreč sam stari trg, kot sem rekel, je potrebno še nekatere detalje izvesti, predvsem pa je potrebno obnoviti poti v športnem parku, ki so v tem trenutku razkopane in takšne bodo pač ostale, dokler mi ne dobimo novega izvajalca. Predvsem pa je bil osnovni razlog dejstvo, da je izvajalec ima že nekaj časa blokiran račun in da je bil predlagan stečaj. In torej ni nobenega razloga, da ne bi razdrli pogodbe, kajti očitno je, da teh igral, za katere je potrebno plačati avans in je potem čakalna doba kar nekaj mesecev, verjetno, da sedaj, ko prihaja zimski čas, da ni niti teoretičnih možnosti, da bi jih lahko nabavil in gradil. Zato smo prekinili pogodbo in sedaj potekajo popisi del, manjkajočih del. Ko bo to vrednoteno, bomo objavili razpis za izbiro novega izvajalca in jaz pričakujem, da bomo tam v drugi polovici oktobra oziroma v novembru že lahko izbirali, kdo bo tisti, ki bo nadaljeval z deli. Sreča je to, da smo uspeli neizkoriščena sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Sklada za razvoj regij prenesti v koriščenje v naslednje leto, tako da ni bojazni, da ne bi dokončali zastavljeno nalogo, je pa seveda prišlo do znatnega časovnega zamika, pa vendar še enkrat ponavljam, ne zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, ampak zaradi težav, ki jih ima še v tem trenutku vedno izvajalec del. Novo starega trga. V bistvu smo mi sklenili pogodbo, da do septembra naslednje leto mi lahko koristimo sredstva Sklada za razvoj regij. Pričakujem pa, da bomo v pomladanskih mesecih, marec, april, pa le končali. Kaj se trenutno dogaja na gradbišču? Čistilna naprava sedaj po tistih uvodnih začetnih težavah lepo napredujejo gradbena dela. V bistvu sta v gradnji dva kraka kanalizacije, eden je v smeri Polenem, zelo blizu same vasi Polene, drugi v smeri Gabrovlje in pa dela na sami čistilni napravi, gradbena jama je skopana in kakor sem zadnjič videl, že tudi tista talna plošča se že tudi betonira. Naslednji teden pride nov direktor javnega komunalnega podjetja, mogoče ste se že z njim kaj seznanili? Ja, v bistvu je postopek izbire vodil Kvias, vendar smo ravno včeraj imeli prvi sestanek z dosedanjo direktorico pa z novim direktorjem javnega komunalnega podjetja. Sedanja direktorica ostaja v javnem komunalnem podjetju in sicer bo prevzela vodenje Centra za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice in pa bodoče upravljanje z bodočo čistilno napravo. In jaz ocenujem, da kot kemik, da je prava oseba za takšno delo. Z novim direktorjem pa v bistvu smo sodelovali že v času, ko je bil direktor podjetja Petrolplin,
V bistvu smo tisti 2 leti intenzivne plinifikacije zelo lepo sodelovali in verjamem, da bomo tudi v bodoče znali najti tiste prave rešitve. Je pa, mislim, da tudi domačin, ne, na nek način, tako da pozna to okolje, ne. Gospod Dover je iz Konjic oziroma iz Gabrovl doma. Trenutno, mislim, da še vedno živi v Mariboru, ima pa tudi hiško v naši občini, tako da, ker je žena tudi iz naših krajev, tako da jaz mislim, da bomo uspešno delali. Dvorec Trebnik, ste že izvedeli za kakšne rezultate za razpisa za sofinanciranje? Prijavljen je bil v avgustu, ni pa nobenega glasu. V bistvu pravijo, da imajo čas 2 meseca za odgovor, ni pa nobenih znakov, v katero smer se stvar razpleta. Upamo na najboljše, da bomo čim prej izvedeli in da potem lahko mi papirnato speljemo zadevo, izberemo izvajalca, seveda pa moramo najprej zagotoviti lasten delež v proračunu za naslednje leto.